Dobrodošli, spoštovani gospod župan, in še drobno pojasnilo iz ozadja. Glas, ki ga slišite, prihaja iz režije, zato, da lahko z nami praznujejo tudi vsi tisti, ki nas spremljajo po spletu. Spoštovani slavnostni govorec, generalmajor Ladislav Lipič, nagrajenke in nagrajenci, častni občan, gospod Stanislav Rožman, poslanec Evropskega parlamenta, gospod Franci Bogovič, poslanci Državnega zbora, svetnik Državnega sveta, svetnice in svetniki občinskega sveta, župani sosednjih občin, drage občanke in občani. Razvoj naše občine, našega mesta je v zgodovini zaznamovalo več prelomnih točk. Od železnice, ki nas je povezala s svetom, prvega lesenega mostu, ki je povezal Krajinsko in Štajersko, pa gradnja tovarne celuloze in pred nekaj desetletji gradnja jedrske elektrarne. Posledično je mesto raslo, se razvijalo, krati z njim pa celotno območje občine. Zadnjih 10 let je celotno Posavje zaznamovala gradnja savskih hidroelektrarn in vse spremljajoče infrastrukture, ki je spremenila krajino za naslednjih 100 let. Hkrati pa smo kot lokalna skupnost vlagali v infrastrukturo in programe za višji standard, boljše pogoje življenja in delo naših občanov. Osebno sem z rezultati dela in sodelovanja zadovoljen. Kljub težavam smo uspeli izpeljati številne zastavljene cilje in sledili uravnoteženemu razvoju. Da težave človek hitro pozabi, a ostane zadovoljstvo, da si bil del zgodbe, ki ima pozitivne dolgoročne učinke na življenje ljudi. Da smo skupnimi močmi naredili premike na marsikaterem področju. Zadnje desetletje lahko vsekakor ocenim kot dobro osnovo in trden temelj za nadaljnji napredek občine, saj nam izzivov ne zmanjka. A medtem, ko uresničujemo kratkoročne cilje, vse skozi razmišljamo desetletja vnaprej. Pred nami je novo prelomno obdobje za našo lokalno skupnost, ki ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Kot naložba nacionalnega pomena bo za Krško predstavljala nov ključen korak k nadaljnjemu razvoju. Če samo prezrcalimo razvoj lokalnega okolja, ki sledi v gradnji prvega bloka, potem je jasno, da moramo že zdaj razmišljati širše in dlje. Predvsem o tem, kako bo gradnja vplivala na lokalno skupnost v smislu generiranja novih podjetij in novih delovnih mest, posledično potreb po dodatnih stanovanjih, šolah, vrtcih in še marsičem drugem. Uspemo lahko le z dobro zastavljeno strategijo, v kateri smeri bomo začrtali razvoj. Že zdaj moramo razmišljati o prostorskih pogojih in številnih prednostih, ki jih naše okolje premore. O tem, kaj vse bomo v prihodnje na poti razvoja morali postoriti na različnih segmentih življenja, od kulture, šolstva, športa, do komunale in cestne infrastrukture. Skratka za vse, kar lokalna skupnost potrebuje, da so njeni občani v njej zadovoljni in da živijo udobno in varno. Spoštovani, vsaka, tudi najmanjša lokalna skupnost je bistven in nepogrešljiv del naše države. Ob njenem 30. rojstnem dnevu se moramo ozreti tudi na to prehojeno pot. Samostojna država nam je omogočila, da smo lahko v polni meri začeli graditi razvoj na vseh področjih življenja. Koliko nam je to uspelo, ali smo uspeli res izkoristiti vse priložnosti in kaj je tisto, kar nas je na poti še oviralo ali pa nas še vedno ovira, je stvar različnih pogledov. Lahko rečem, da smo dosegli marsikaj, vsekakor pa smo pričakovali morda še kaj več. Pot do samostojnosti vsekakor ni bila enostavna, zahtevala je pogumne odločitve, odločne in pogumne ljudi, ki so tvegali svoje življenja. O tem se gotovo vsi strinjamo. Ponosni smo lahko, da imamo svojo državo, a zdi se, da se premalo zavedamo dejstva, da smo le sami odgovorni za to, kakšna bo prihodnost v naslednjih 30 letih. Marsikateri neuresničen cilj nam bo uspelo doseči le, če bomo dosledno spoštovali in živeli vrednote, katerim smo se zavezali pred 30 leti. To so enotnost, sodelovanje in zaupanje. Spoštovani, vsak uspeh v življenju je sicer odvisen od več dejavnikov, v največji meri pa od ljudi in njihovega sodelovanja ter zavezanosti skupnim ciljem. Iskrene čestitke nagrajenkam in nagrajencem. Vaše delo in ustvarjanje je lepilo, ki drži skupnost povezano ne glede na razdalje. Velika hvala vsem za sodelovanje, tako sodelavcem na občinski upravi,
svetnicam in svetnikom občinskega sveta, predsednicam in predsednikom krajevnih skupnosti, organizacijam, podjetjem in društvom ter vsem, ki tako ali drugače prispevate k tej skupnosti. Najuspešnejše skupnosti odlikuje dobra ekipa, ki deluje homogeno in na katero se lahko vedno zaneseš. Verjamem, da bo občina Krško, ki premori ljudi velikih src, z znanjem, izkušnjami in pogumom v prihodnjih letih postala mestna občina in močen steber Posavja. In upam, da bo Posavje postalo še pomembnejši akter v tej državi. Prepričan sem, da znamo, zmoremo in si to tudi zaslužimo. Srečno Krško!